Prva preizkušnja v Beleku je za nami, vodilna ekipa Ukrajinske lige po jesenskem delu sezone, ki je v zaključenem delu priprav na nadaljevanje Evropske lige, potuje na dvoboj proti Galatasaraju z zmago proti Mariboru 2-0. Pa veliko priložnosti tudi za mlajše nogometaše z novimi dobrodošlimi spoznanji ob vračanju v tekmovalni ritem in postavljanju temeljev za pomlad. Ekipa je v prvem polčasu dobro parirala Ukrajincem, ki so izkoristili svoje priložnosti, na drugi strani Sudani in Mbina ne, Ažbe Jug pa je vmes ubranil enajstmetrovko. Več o premieri ob četrtkovi matineji Jan Repas in Niko Grlić, ki bosta v našem studiu v Beleku predstavila vtise z igrišča. Lahko rečem, ena težka preizkušnja, igrali smo proti prvemu na lestvici v Ukrajinski ligi. Tako da sigurno, ja, težka tekma, vemo, da so noge tudi malo že težke, ker se nekako približujemo vrhuncu. Tako da ja, za njih se mi zdi, da je bila to zadnja preizkušnja, da so bili mogoče, ker so odigrali 90 minut, tako da mogoče iz tega vidika je bilo mogoče za nas drugi polčas lažje kot prvi. Meni so vsi dali vse od sebe, da so po svojih najboljših močeh odigrali. Zdaj seveda Dinamo Kijev je pač kvalitetna ekipa, ima tudi kvalitetne posameznike, ampak sicer ja, tako ste rekli, 2-0 na polčasu, ampak so si tudi preigrali par lepih priložnosti, ki pa jih pač nažalost danes ni šlo izkoristiti. Dinamo Kijev je igral generalko, tako da niso kaj preveč menjali v drugem polčasu. Je igrala prva postava celo tekmo. Glede nas sem na katerih stvarih zadovoljen. Priigrali smo si ogromno priložnosti, 100% priložnosti, nismo poentirali, tako da v tem delu moramo še narediti nekaj več. Je pa res, da imamo mogoče malo v fazi defensive probleme, zato ker so tudi noge težke, da nismo bili preveč agresivni, tudi dosti prostora puščali, ko so Dinamo Kijev igral 1-2, duple pase so nam bežali, ampak generalno sem zadovoljen. Imeli smo tudi drugi polčas, se pravi, neke priložnosti, mogoče ta obramba, ki je pil strelu, ki smo nekako izigrali iz kota. Ja, sigurno bi bilo boljše, ampak nimamo kaj, treba tudi graditi mogoče na tem, ampak je pa, se mi zdi, da veseli dejstvo, da smo nekako prihajali v priložnosti. Zdaj pa pač to na nas, da to v naslednjih tekmah bolj izkoristimo. Mislim, smo se dobro postavili, da smo dobro odigrali tudi neke ideje, ki nam jih je trener zastavil. Se mi zdi, da smo dokaj upoštevali na kar enem visokem nivoju, ampak je vedno še prostora za napredek, ne glede na to, je to šele začetek, v bistvu konec drugega tedna priprav, tako da do začetka prvenstva še nekaj časa, tako da do takrat pa se mi zdi, da bomo sposobni v bistvu vse povezati skupaj in bomo res delovali kot ena dobra ekipa. Blaž Vrhovec. Sudani. Ja, dej. Jaz. Tudi on. Jaz, ne? Ma ja, to je narobe, to je ne. Ne, najhitrejši tek. Juicy. Mbina. Jaz ne ođu da hotel dati. Tukaj bi tebe dal, na primer. V drugem polčasu. Jaz bi dal Grlo. Sebe. Jaz tudi sebe. Vse so. Dobar, ne. Ja, se mi zdi, da smo vse treninge, ki smo jih delali zelo na visokem nivoju in upam, da bo nekako ta intenziteta pa kakovost ostala še naprej. Res je, da bojo iz dneva v dan noge težje, ampak ne glede na to,
nekako delamo bazo za celo leto. Tako da jaz pozitivno gledam na to in mislim, da bomo dobro delali celotne priprave. Pomagajo starejši, seveda. Pomagajo kakšni nasveti, kak pogovor, individualno, to vse. To vse pomagajo, se mi zdi, da je v bistvu neko lepo ravnotežje med starejšimi pa mlajšimi, tako da to se mi zdi, da ima klub neko dobro vizijo, nek lep plan. Sigurno nekako izboljševanje podobe še traja, nismo še vsi na visokem nivoju, imamo zdaj še 2-3 tedne, tako da imamo še čas nekako, da vsak sebe spravi na najvišji nivo in pa tako mora tudi vsak pri sebi nekako rešiti neke stvari, da bo dal v bistvu nekako želeno podobo sebe ven.